Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili, kako so hoteli 20. julija 1944 izvesti atentat na Adolfa Hitlerja. 20. julija so se Hitler in visoki nacistični častniki sestali v Volčjem Brlogu v vzhodni Prusiji. Medtem ko so nacistični vojaški voditelji zasedali svoja mesta, da bi razpravljali o premikih čet na vzhodni fronti, je eksplozija pretresla vlažno konferenčno sobo. Skozi gosto črno dimno zaveso je bilo mogoče videti Hitlerjevo telo, ki je ležalo čez mizo. Führer je izgledal mrtev, Evropa pa je bila potencialno osvobojena nacistične nadloge. Za kratek trenutek v zgodovini so Klaus von Stauffenberg in njegovi zarotniki mislili, da jim je uspelo obrniti tok druge svetovne vojne in morda rešiti na tisoče življenj. Nažalost, najbolj znan atentat na Hitlerja, znan kot julijska zarota oziroma operacija Valkira, ni uspel, zaradi razlogov, ki bi se jim lahko izognili, in drugih, ki do danes ostajajo nepojasnjeni. Do poletja 1944 je znaten del nemškega prebivalstva, vključno z nekaterimi višjimi nemškimi vojaškimi voditelji, začel izgubljati upanje, da lahko Nemčija zmaga v vojni. Mnogi so krivili Hitlerja za to, da je Nemčija pripeljal do katastrofe. Nekateri vidni politiki in visoki vojaški častniki so skovali zaroto za atentat na Führerja z namestitvijo bombe med srečanjem v Volčjem Brlogu in s tem bi sprožili politični upor in državni udar. Načrt je bil znan kot operacija Valkira. Ideja je bila, da bi po Hitlerjevi smrti vojska trdila, da je bil atentat del poskusa državnega udara s strani nacistične stranke. Rezervna armada pa bi zavzela ključne objekte v Berlinu in aretirala visoke nacistične voditelje. Ustanovljena bi bila nova vlada s Karlom Friedrichom kot nemškim kanclerjem in Ludwikom Beckom kot predsednikom. Cilj nove vlade je bil pogajanje za konec vojne po možnosti pod nemškimi pogoji. Po besedah Philippa Freiherja, enega zadnjih preživelih članov julijske zarote, so se motivacije ključnih zarotnikov razlikovale. Za mnoge je bil to zgolj način, da bi se izognili vojaškemu porazu, medtem ko so drugi želeli rešiti vsaj del narodne morale. Izbrali so mladega nemškega polkovnika po imenu Klaus Stauffenberg, da je izvedel atentat. Stauffenberg je bil zagrizen nemški nacionalist, kljub temu, da ni bil uradni član nacistične stranke. Nazadnje je prišel do prepričanja, da je njegova domovinska dolžnost, da reši Nemčijo pred Adolfom Hitlerjem, če se hoče država rešiti pred zlomom. Vendar pa Hitlerjev atentati niso bili tuji. Od poznih 30 let prejšnjega stoletja in njegovega meteorskega vzpona na vrh nemške politične scene so atentati nam postali skoraj rutinski. Ker je postajal vse bolj paranoičen, je Hitler rutinsko spreminjal svoj urnik v zadnjem trenutku in brez predhodnega obvestila. Kaj je šlo narobe 20. julija 1944? Ko je Stauffenberg prispel v bunker Volčjega Brloga, so zarotniki računali, da bo srečanje potekalo v betonskem brezokenskem podzemnem bunkerju, zapečatenim s težkimi jeklenimi vrati. S tem, da bi zagotovili, da bi se odvijalo v takem objektu, bi bila eksplozija omejena. Šarneli pa bi takoj ubili vsakogor v bližini. Po poročanju Pierreja Galanteja v knjigi Operacija Valkira, zarota nemških generalov proti Hitlerju, je bil 20. julij neznosno vroč dan in organizatorji sestanka so se odločili, da srečanje prestavijo v leseni bunker na tlemi, ki je imel boljšo cirkulacijo zraka. Soba je imela številna okna, pa tudi leseno mizo in druge okrasne kose pohištva, kar pomeni, da je bila potencialna eksplozija bistveno zmanjšana, saj bi energija eksplozije bila absorbirana in razpršena. Čeprav je Stauffenberg vedel za to dejstvo in nadaljeval z načrtom, saj je verjel, da bosta dve bombi še vedno dovolj, da uničita sobo in ubijeta vsakogar v njej. Ko je prispel, se je Stauffenberg opravičil. V zasebni prostor pa pretvezel, da si moral preobleči srajco. Moral je pripraviti in aktivirati obe eksplozivni napravi. Vendar so mu nepričakovani telefonski klic in hitri udarci na vrata pustili dovolj časa, da je aktiviral le eno od obeh naprav. Možnost za večjo eksplozijo se je tako zmanjšala za polovico. Stauffenberg je vedel, da mora biti eksplozivna naprava zato čim bliže Hitlerju. Pod pretvezo, da ima zaradi svojih poškodovan sluh,
si je zagotovil sedež čim bližje Hitlerju, pri čemer je bil med njim in Führerjem le še ena oseba. Stauffenberg je postavil kovček čim bližje Hitlerju, pod pretvezo osebnega telefonskega klica pa je nato zapustil sobo. Medtem je drug uradnik zasedel njegovo mesto in nevede premaknil kovček na drugo stran težkega lesenega podnožja mize, ki je podpiralo mizo v sejni sobi. Točno ob 12:42 je bomba eksplodirala in povzročila paniko. Stenograf je bil takoj ubit. 20 ljudi je bilo ranjenih, vključno s 3 častniki, ki so kasneje podlegli svojim poškodbam. Ker je verjel, da je Hitler resnično mrtev, sta Stauffenberg in njegov pomočnik Werner von Hafen skočila v službeni avtomobil in se pretihotapila mimo 3 ločenih vojaških kontrolnih točk, ter pobegnila iz kaosa v kompleksu Volčjega brloga. Toda Hitler je skupaj z vsemi ostalimi, ki jih je zaščitilo leseno težko podnožje mize, preživel z nekaj manjšimi praskami in predrtim bobničem. In nacistični voditelji so kasneje uporabili fotografije hlač kot del propagandne kampanje. Kljub zmedi, ki se je dogajala takrat v Tretjem rajhu, je rezervna armada začela aretirati visoke nacistične voditelje v Berlinu. Vendar pa so zamude in pomanjkanje jasne komunikacije so na koncu zaroto razkrinkali in povedali, da je Hitler živ, in so začeli preganjati zarotnike. Še isto noč je general Friedrich Fromm sklical improvizirano vojaško sodišče in vse zarotnike obsodil na smrt. Ludwig Beck je storil samomor, medtem ko so Stauffenberg, von Haftena in Olbricha in še enega častnika usmrtili na dvorišču Banderbloka. Stauffenbergovega brata Bertholda so pa počasi zdavili v zaporu v Berlinu, medtem ko je bil celoten dogodek posnet za Hitlerjev užitek. Hitler je ukazal namreč, da morajo zarotniki viseti kot meso, ki je obešeno na mesarskem kavlju, vendar so nacisti uporabili nabrušene strune klavirja. A zarotniki so imeli prav, da je bila Nemčija na poti v poraz. Nacistični voditelji in njegovi najbližji sodelavci so manj kot leto dni kasneje storili samomor. Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.